kaj so resne države. In dajmo očistiti, kaj so resne države in zakaj je to pomembno. Če mi pogledamo, recimo, Wikipedia listo največjih držav, po prebivalcih. Okay? In greš gledati, kaj so resne države. A je Kitajska resna država? Po tako tvojem mišljenju, če so v sobi vse države, kjera država je resna, ima neko moč, neki se odloča, za nečim razpolaga. A je Kitajska resna država? Ima vpliv na svet, hočeš reči, resna. Je resna. A je Indija resna država? Je resna. Indija za mene v primerjavi s Kitajsko ni resna država. Okay. A je Turčija resna država? Je resna država. A je Rusija resna država? Je resna država. Dej razloži Indijo, prej gremo naprej. Zakaj Indija nima na resnih ekonomskih svetovnih področjih, nima resne moči, ker nima resne vojske, nima resnega orožja, postaja pa vedno bolj resna država. A se kompletno sama odloča o stvareh. A lahko reče, tako bo in pika. To so resne države. To ne pomeni, da so to dobre države. Jaz samo orišem, kaj je resna država, ker ta koncept je zelo pomemben, ker se pogovarjamo, kdo kaj hoče. Ne? Turčija, resna država. Rusija, resna država. Francija, resna država, mogoče. Anglija, resna država. Nemčija, ne resna država. Danes, ne? Res? Ker se ne more za nič odločiti. Od druge svetovne vojne Nemčija se ne more za nič odločiti. V zgodovinskem kontekstu je Nemčija resna država, ampak danes v tem kontekstu je neresna država. Mogoče bo prišla. In pol je Amerika zelo resna država. Ne? Jaz bi sam za Nemčijo bi rekel, da je, zaradi tega, kakšen vpliv ima pri evru. Okay. To je... Ne? In tudi po mojem lahko evro skupaj daš, vse skupaj pa... Recimo, da je. Ampak kaj ti to pol pomeni? To ti pol pomeni, da za mednarodne probleme, kot so te vojne, v bistvu resne države odločajo. In ti danes vidiš, da se ni svet združil v tej vojni. Svet je točno tako, kar si pričakoval. Imaš blok resnih držav, ki so independent, ki so gledajo malo strani ta konflikt, ki so neodvisne na podlagi konflikta, Brazilija, Rusija, Kitajska, Indija in gremo naprej, ne? Iran, Turčija in države, ki so absolutno ta konflikt obsodile. In kdo je obsodil, kdo ni obsodil, je absolutno popolno po pričakovanju. Niti enega presenečenja ni. Ja, to je res. In tukaj vidiš, da je svet razdvojen v smislu, kako gleda strateško in kako mogoče tudi gleda na podlagi nekih vrednot. In pol se pogovarjamo, kdo je prekršil kera pravila. Ne? In gremo to malo pogledati, ko je Sovjetska zveza razpadla, recimo takrat. Sovjetska zveza je razpadla, zaradi velikih razlogov, tudi internih zelo, in takrat je bila zelo šibka. In takrat je bil Gorbačov, pa prvi Bush, oziroma Reagan Bush, ne? In pride Gorbačov v Ameriko, prijateljsko, in reče, dajmo se zmeniti, kako bomo mi to uredili. Kaj je z Nemčijo? In reče, Amerika, mi vam damo en deal, in ta deal je, Nemčija se unificira, ampak NATO se ne širi bolj na vzhod od Nemčije. Ta deal ni bil pisno, ta deal je bil ustno, ampak imaš posnetke, mislim, to je fakt, no? In pol kar naenkrat se NATO širi. Okay? In NATO se širi in se širi v Estonijo, Latvijo in tako naprej. In Rusija miruje. 2001 reče Rusija, a ga lahko NATO, reče oni ne. Ne? Rusija reče, kako ne? NATO je bil neki protikal proti neki sili naši, ampak mi smo zdaj pismo, zakaj ne moramo iti? Ne. In pol Rusija miruje. Zakaj odgovor ne? Odgovor je ne, ker je to tekma moči. In Amerika je bila, to je bil, kako bi rekel, vrh moči ene države, je bila Amerika leta 2000, pred 9/11, ne? In je bila močna. In je hotela še vpliv. In je rekla, nobenem ne bo konkuriral, ni nobene enake države na tem svetu, mi imamo svoja pravila
vi imate pa svoja pravila in to smo vam vi rekli, ampak zdaj smo se spremenili. Zdaj tega ni več na mizi. Ne? In to je pa sprememba pravil. In to so tudi drugačna pravila. In Amerika ima drugačna pravila. A je to dobro ali je to slabo, jaz to ne bom sodil. Najmočnejša država je in seveda, kot to, ima lahko svoja pravila, ker je tako močna. In kaj so ta pravila konkretno? Amerika je obkrožena s 4, bi rekel, zahod, vzhod, sever, jug. Na severu ima Kanado, na jugu ima, ne vem, Kubo, Mehiko, pa ima pa ribe na zahodu, pa ribe na vzhodu. Ne? In tukaj noter ono ne pusti nobenemu, da bo imel kakršnokoli svojo bazo okoli nje. Ne? In to je bil zelo dober en primer v hladni vojni, ki je bil zelo skor konflikt, ker je Rusija imela svoje zadeve. Ne? Na Kubi. V Kubi, tako. In noben ne bo imel okoli nas nič. Močni so, lahko to vzpostavijo. In pol, če pa Rusija noče imeti zraven nič, ti pa nimaš te pravice. Ne? Se pravi, ta konflikt je historično skozi bil. To so samo abstrakcije konflikta in danes je to nažalost vojna. Ampak ta konflikt je bil. Če ti pogledaš Putinov govor 2.7, on je rekel, ne mi furat NATO, to je proti, kar smo se zmenili, to bo samo v slabe stvari vodil. To ni upravičevanje Putina, ta vojna je norost. Ampak to je praktično zadnji obupan, bi rekel, akt, da ti vzpostava svoje interese. In kaj se jaz mislim, da se bi mi mogli pogovarjati je, na kakšen način močne države lahko vzpostavljajo svoje interese. Ker vsaka močna država, vsaka država je pod potencialno grožnjo držav okoli nje. In tukaj bo branila in tukaj bo delala svojo moč. In če mi ne razumemo tega konflikta, ne bomo resno rešili tega problema. Ja, jaz bi tukaj še globi šel, kaj je interes. Kaj ti si rekel, pomembno je, kako države uveljavljajo svoje interese. Ne? In je besedo, ki bi jo jaz tukaj obkrožil, je interes. Ne? Se pravi, zakaj bi Amerika imela vpliv, zakaj je to dobro? Zakaj je dobro, da je ena država, zakaj je Slovenija majhna država, ena država je pa ogromna država, so seveda zgodovinski razlogi, ampak zakaj bi imel sploh majhne države? Veš, zakaj ne bi zakaj ne bi cel svet bil ena država? Zakaj se to ni zgodilo še historično, ampak vedno so bile težnje, zaradi tega, ker si vedno imel imperije, vedno. In jaz bi se vprašal, zakaj? Ok, super vprašanje. Zakaj bi to imel? Zakaj? In sej razlogi so jasni. Ja. No. Čisto res filozofsko, ne vem. No, niso jasni, ker zdaj se ti poglej. Ti imaš svet in seveda države oziroma ljudje, ki vodijo in so močni in odločajo o državi, imajo drugačne interese med sabo, to je jasno. Ampak pol gledaš, kaj je država. Država je skupek ljudi. In pogledaš na enoto človeka in rečeš, ama človek, a smo na individualni enoti, se pravi na enoti, ki jo liberalizem zastopa, ali imamo toliko skupnega, da bi bili lahko svoja država? Ne? In odgovor je ne. Ja. In tukaj ti da jasno vedeti, da če mi na atomski ravni enot na tem svetu, kaj je individuum, nimamo skupnega jezika, na bolj kompleksni ravni, ga definitivno tudi ne bomo imeli. Zdaj pa tricky question, a ni skupno vsem ljudem, da bi radi preživeli? Smo rekli, da je. Tako, kot smo začeli. Smo rekli, da je. No, kaj, če bi to bil base? Ker tukaj pa ni važen, se pravi, vsak individuum, če gremo zmanjšati družbo do človeka, je, da bi hoče preživeti. Ni to čisto skupno. Okay. A ni? To je dosti skupno, da bi rekel. Terorizem imaš, recimo. Ne? Ja, ampak... In
Pa imaš recimo neka verovanja, kjer to ni v ospredju, ne? In v ospredju je mogoče Aha, neko večno življenje v raju, ne, če bom jaz kraljestvu. če bom jaz zdaj samomorilno akcijo izvedel in ubil čim več nevernikov, recimo, bo to za mene dobro. Ne? In tukaj je tak disconnect med vrednotami, da se ne moreš pogajati z takim individuom, se ne moreš pogajati. Ne? Ja, Tam je point. odpade vse. A ne? To je dober, ja. Ampak ja, s Kitajsko se strinjam. Ne? S kitajskimi državljani imamo to skupno. Ne? Oni hočejo preživeti. Ja. Ampak tudi, če se ti spomniš, ko smo mi enkrat bili na eni večeri, pa en rekel, da research za podaljševanje življenja. Pa sem jaz rekel, pa bi jaz hotel živeti vedno dlje, ne vem. Ne? In dejansko ta zadeva, a ti hočeš preživeti v smislu, da hočeš živeti še, tukaj po mojem se vsi ljudje ne strinjajo. Ne? Ampak ja, to je filozofsko, ker mi še ne vemo dosti stvari. Ampak recimo, da večina ljudi hoče preživeti. Ne? Kaj za to pomeni? Ali pa tako, hočeš se v življenju, se hočeš izogniti, hočeš se izogniti bolečine. Ne? Ja. Hočeš... Lacan je ful dobro rekel, ne? On je predlagal, da bi vsak vojaški spopad mogel biti izglasovan strani ljudstva. Ne? Se pravi, referendum bi bil vedno, ko bi recimo napadel eno državo ali pa neko vojaško akcijo imel, ne? Da bi mogel imeti referendum, kjer bi ljudstvo neposredno odločilo ali ja ali ne. Ne? In v primeru Rusije imamo problem, ker sploh nimamo demokracije, se pravi, nimaš sploh te možnosti, ampak vprašanje, kaj bi se zgodilo, ne, brez neke močne propagande, pa z svobodo govora, kaj bi ruski državljani izglasovali, če bi rekel Putin, zanima me, lejte, to je problem moj, NATO, on bi dal svoj case, imel bi independent medijo, vsak bi se odločil na podlagi informacij in ljudje bi šli glasovati. Vprašanje, ker jaz mislim, da generalno ljudje, ki imajo družine, plačujejo položnice, hodijo v park, učijo, kako se vozi kolo svojega sina, da ne želijo vojne. V 99% primerih je odgovor ne želimo vojne, ekonomsko bomo nastradali, moj sin bo umrl, jaz bom mogel iti streljati nekoga, ne želimo pač vojne. Ne? Zdaj v primerih, ki je bila druga svetovna vojna, ne, bi bilo verjetno izglasovan drugačne. Takrat si imel pač naciste s svojimi vrednotami, s svojimi sovraštvi, ne? In Američani so bili takrat zelo zane, po Pearl Harboru sploh. Okay. In to je centralen, ti, kaj to opisuješ, to je centralen argument in mislim, da napačno se svet na tem argumente pogovarja. In kaj mislim to? A bi lahko mi neko svojo filozofijo, demokracijo dali v Rusijo in bi oni volili. Jaz sem šel v bistvu, tukaj imam izpisan iz ene knjigce Konfucijske reke. In kaj boš ti videl? In to je stara filozofija in tako naprej, kitajska. Ne? In kaj boš ti videl, da ta zadeva, da bojo ljudje volili za stvari, to ni del filozofije konfucijske. Ne? In zdaj kaj tam piše? Ljudstvo je mogoče pripraviti do tega, da sledi pravi stvari. Ni pa ga mogoče privesti do tega, da bi to razumelo. Recimo, to je ena stvar. Druga stvar. Ja. Kdo uradno ni pozvan k vladi, naj se ne meša. Ne? In tako naprej. Se pravi, ti imaš eno staro filozofijo, ki ima enih zelo velik vrhunskih stvari in nimajo koncepta demokracije. In jaz se absolutno, če gledamo mi ta konflikt, če bomo mi naprej porivali demokracijo vsem državam in jo varovali in šli v neke konflikte, če v neki državi ni demokracije, bomo konstantno v konfliktu.